akcija! Pozdravljeni nazaj na Džunglenem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš tvoj najljubši serial vseh časov, Dolg jezik. Gremo v video. Ok, spet smo nazaj na normalen program dolgega jezika. Zakaj? Ker bo ponovno obdelala 3 debate, 3 teme, o katerem so govorili vsi Slovenci v zadnjem mesecu. In ko rečem vsi, mislim tako res skoraj nobeden, zato jih bom jaz danes zares dobro obdelal. O čem bova govorila? Prva novica, balkanska zvezda se je vrnila nazaj v Slovenijo. Govorimo o nikomur drugem, kakor o Denise Dame. Druga stvar, ki jo bo predebatirala in raziskovala, je, kako kaže Sloveniji na stavnicah na Euroviziji. Kje je LPS na začetku, na koncu, kako jim kaže. In pa povedal ti bom, kdo bo zmagovalec Eurovizije, če gledamo stavnice. Komu kaže najboljš, tako da to moraš nujno pogledati. Dajva se prvo pogovoriti, kaj se dogaja z Denise Dame. Res je, mogoče je že na sam lik Denise Dame veliko ljudi v Sloveniji že pozabilo, ampak Balkan se s tem ne strinja. Zakaj? Ker je trenutno ena izmed najbolj vročih oseb v Srbiji. Kot sem že nekaj časa nazaj poročal, se je udeležila resničnostnega šova Zadruga, v katerem je preživela več kot 6 mesecev. Wow. In iz tega šova je ven prišla kot ena izmed najbolj prepoznavnih udeležencev Zadruge. Ljudje so o njej veliko govorili zaradi tega, ker je poskrbela za ogromno enih incidentov in pa vročih prizorov. Ko govorimo o incidentih, bilo je veliko dretja, bilo je veliko psihičnega nasilja, bil je seks, o katerem sem poročal, imela pa je tudi veliko mental breakdownov. Zdaj, čisto pravic povedan, jaz Zadruge na televiziji nisem gledal, sem jo pa veliko spremljal na YouTubeu, predvsem kaj se je dogajalo z Denise. In moram priznati, da gledati Denise, ko se dere na pojsli, joka, histerično se dere, to je bo gledati mogoče majčkeno težko. Ok, hot ti. Jaz se spomnim, da preden je Denise vstopila v Zadrugo, je vse skupaj pokomentirala na svojem storiju tudi Ksenija Kranjec, ker zelo veliko stvari komentira na svojem storiju. Se točno spomnim, da je rekla, da ko bo Denise prišla nazaj, da bo rabila psihiatra, ker naj bi ga tudi Ksenija rabila. Zdaj, to je allegedly, domnevno, če se jaz prav spomnim, je tudi Ksenija rabila pomoč psihiatra. Zaradi vsega psihičnega pritiska, ki se dogaja v Zadrugi, pred kameram in predvsem za kameram stvari, ki jih mi ne vidimo in ki nam jih noče pokazati. Je pa Denise za slovenske medije že povedala, kako se počuti in kakšna je trenutna situacija, da vam povem. Denise je razkrila, da zaradi tega, kar je počela v šovu, njen oče ne govori več z njo. Mati pa jo še podpira, čeprav je imela kar nekaj kritik na njen račun, še posebej zaradi fizičnih obračunov. Prav tako je Denise dejala, da njen biznis cveti. O številkah sicer ne smem govoriti, takšen imam odgovor z menedžerjem. Opa, menedžer, okej. A recimo, da je dovolj za eno nepremičnino v Beogradu. In še za vse tiste, ki vas zanima, trenutno je Denise Dame seveda vroča roba v Srbiji, udeležuje se različnih intervjujev, tukaj bom pripopal še par enih outfitov, 1A, zdaj pa gremo naprej. Preden nadaljujem z videom, bom naslednjih 30 sekund posvetil na našemu sponzorju, ki je kdo drug kot A1. Basically samo to, da te spomnim, da s kodo Džungla Vibe 20 še vedno dobiš A1 Vibe paket za 50% ceneje. In pa še to, da za isto kodo Džungla Vibe 20 dobiš 2 izbrani Samsung tablici za več kot 50% ceneje. Kakšen deal je pa to? Super! Ja, zdaj gremo nazaj v video. Zdaj me pa nekaj zanima. Dajte mi napisati v komentar, koliko od vas dejansko spremlja Eurovizijo. Koliko je to še vroča roba? To me zanima. Jaz moram povedati, da zadnjih nekaj let je zelo vestno spremljam Eurovizijo. Mislim, da je to en zelo odličen dogodek iz vseh vidikov. Dobri komadi spoznaš, huda produkcija, mislim, po mojem je en izmed najboljših produkcij, televizijskih produkcij, odlični nastopi, odlični kostumi. Kako ne rečem, da mu vse skupaj v en paket, je to res en tak hud 3-dnevni vdih, ki ga jaz preživim pred televizijo. Letos smo na Eurovizijo poslali mlade dijake, mislim, da so še dijake, glasbeno skupino z imenom LPS, Last Pizza Slice, very quirky, very funny, z komadom z naslovom Disco. Kakor vsako leto so bili tudi letošnji odzivi na zmagovalca zelo pestri, zelo raznoliki. Itak nikoli nobenemu ne bo nič všeč, tako da nikoli ne more zmagati. Letošnja Eurovizija se seli v Italijo, v mesto Torino. Je bila tudi ena zelo zanimiva situacija, da skupina LPS ni naložila svojega komada,
več kot en mesec po zmagoslavju. Se pravi, ko nekatera skupina zmaga, se to čim prej naloži na YouTube in na vse te kanale, da lahko ljudje to čim prej vidijo. Kaj veš, kaj to folk spremlja po celi Evropi in ljudje dejansko googlajo za vsako državo posebej, kdo je zmagal. In če se ne motim, danes smo 25. aprila, LPS je naložil uradni video spot šele 14 dni nazaj. Zdaj ne vem, če je to tudi drugje tako, ampak mislim, da je bilo to zelo pozno. Zakaj so tako pozno naložili, nimam pojma. Vprašanje dneva, kako nam kaže na stavnicah? Že od samega začetka moram povedati eno žalostno novico, da nam na stavnicah ne kaže dobro. V pravici povedano nam kaže na stavnicah zelo slabo. Na prvi stavnici, ki sem jo likar omenil, je Slovenija šele na 38. mestu od 40 komadov. In pa tudi na drugi stavnici, ki se imenuje Odds Checker, prosim, excuse my language, excuse my English, tudi tam nam ne kaže najboljš. Na tej drugi stavnici pa smo trenutno na 28. mestu. Zdaj pa gremo pogledati, komu na stavnicah kaže najboljš. Mislim, da na nikogaršno presenečenje je na obeh dveh stavnicah na prvem mestu daleč pred vsemi Ukrajina. Jaz mislim, da je to definitivno zaradi trenutne politične situacije, ki jo ima z Rusijo. Na prvi stavnici govorijo, da ima Ukrajina kar 40% možnosti za zmago. Na drugi stavnici pa govorijo, da ima Ukrajina 11 od 12 možnosti za zmago. Se pravi, 11 in 12 chance odds. 11 od 12 odds to win. Je pa še ena stvar, ki je opombe vredna, ki sem jaz gledal tele stavnice. Na drugem mestu je ponovno Italija. Na obeh dveh stavnicah na drugem mestu. In na tretjem mestu je pa Švedska. Tako kot vedno in vsako leto. Še nekaj me je presenetilo za vse tiste, ki res spremljate Eurovizijo. Točno veste, da Anglija nima nikoli, da že več let zapored skoraj nobene točke ne dobi. No, letos ji kaže ful dobro, zaradi tega, ker je na 4. mestu za zmago. Glejte, a nam stavnice kažejo najboljš? Ne. Ampak tudi velikrat so nam kažale ful dobro, in pa je rezultat veliko slabši. Tako da, dajmo se pustiti presenetiti, dajmo upati najboljš, dajmo poslati pozitivne vibracije našim fantom in dekletom, da se bodo najboljši izkazali. In pa še za na koncu bo dotaknila mogoče majčkeno bolj žalostne teme. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je sporočil, da je ob rojstvu izgubil sina. To je bilo prejšnji teden. Lansko leto oktobra sta Cristiano in njegova partnerica sporočila, da pričakujeta dva nova otroka, hčerko in sina. Zdaj v pravici povedan, kaj se je zgodilo po porodu, zakaj je sin umrl, nisem našel, te informacije nisem našel, ker če se ne motim, še nista poročala, ampak ja, no, zelo žalostna novica. Ok, to sem pač mogel povedati, ker je bilo neizbežno, ker se bom za konec tega videa osredotočil majčkeno bolj na Georgino Rodriguez. Zdaj, ker sem jaz majčkeno raziskoval, sem našel kar nekaj zanimivih dejstev o njej. Zdaj ti jih bom pač povedal in grem stav, da te bo kakšen zelo presenetil. Georgina Rodriguez je odraščala v Jaci, mestu na severovzhodu Španije. Najbolj zanimivo je bilo to, da je britanski medij The Sun razkril, da je njen oče obsojeni preprodajalec kokaina po imenu George Rodriguez, ki je preživel 10 let v zaporu. Delala je kot prodajalka, varuška, pri 23 letih pa je postala tudi manekenka. In okoli tistega časa je tudi spoznala Cristiana Ronalda. In ko enkrat spoznaš in začneš hoditi s Cristianom Ronaldom, se ti seveda tvoje življenje obrne na glavo za 180 stopinj. Kot sem že omenil, je Latina z največ sledilci na družbenih omrežjih in ima številne mednarodne pogodbe s podjetji, med katerimi je tudi Gucci. Cristiano in Georgina sta se spoznala v modni hiši Gucci, kjer je ona delala kot svetovalka. Njena zgodba mene nekako spominja na Pepelko. In to je bilo to za tale video. Majčkeno drugačne novice. Če vam je bil tale video všeč, ga ne pozabite lajkati, ne pozabite komentirati spodaj, če spremljate Eurovizijo in če jo boste letos tudi spremljali. In pa veš, kaj lahko še narediš. Dajte tale video svojemu najljubšemu prijateljem. Zakaj pa ne? To je bilo z moje strani to. Mi se vidimo naslednji teden, naslednji mesec v novi epizodi Dolgega jezika. Do takrat pa lepo bodite, pa čau!